Natalija Verboten je v naši družbi. Zdravo. Zdravo, zdravo. Natalija, kako preživljaš te čase in prve šolske dneve? Pestro. Zdaj promoviram novo pesem, obenem imamo prvošolčka in šestošolčka, vmes hodim na roditeljske sestanke, pa po intervjujih, tako da je akcija na polno. Kako to, da si vse naprtila na približno iste dneve? Ne vem, rekli smo, da konec avgusta bi bil izid te skladbe in smo pač celotno promocijo in vse splanirali na te stvari, ampak konec avgusta je nekako pri nas vedno pester, ker moj mož ima na 30. avgusta rojstni dan, letos je praznoval 40-ko, isti dan praznujeva tudi obletnico poroke, letos smo imela 13-ko, tako da ne vem, očitno imamo radi gužvo. Prav je tako, ampak da si tudi glasbeno delovna, pa je kriva skladba Me še ljubiš. Ja, res je, to pa je čisto nova skladba, ki pa pravzaprav v začetku sploh ni bila napisana zame. Rej in pa njegova žena Marjetka Vovk sta jo napisala zase, ampak smo se zadnje leto pa pol kar nekajkrat podružili, smo se malo bolj spoznali, sicer dobro, se z Rejem poznava že 17 let, ker mi je leta 2004 je z mano nastopal v ekipi na EMI, je repal, pa back vokale, pa plesali smo, bom rekla, bili zelo aktivni na odru, takrat na EMI se že od takrat poznava, ampak zdaj pa smo v bistvu skozi druženje ugotovili zadnje leto pa pol, da nam je na prvem mestu družina, na prvem mestu ljubezen, da smo si kar dokaj podobni v funkcioniranju družine, da podobno gledamo na življenje in sta mi pokazala to skladbo, je pa izjemno ganljiva in že takoj prvič, ko sem jo slišala, sem ganila me je in sem kar zajokala. Je to ljubezenska pesem za vse generacije? Ja, seveda je za vse generacije. Sicer govori, je, zelo različno si je lahko razlagamo. Pravzaprav je vprašanje čisto direktno, ne, če me še ljubiš kot takrat, ko bila sva si na novo, ne. Ampak je to pravzaprav en izraz ljubezni, izraz hvaležnosti. Jaz jo dojemam kot res izraz hvaležnosti za vse, kar se mi v življenju dogaja. Da za partnerja, za otroke, da se je življenje nekako mi obrnilo v to smer, oziroma me vedno znova spomni, da v življenju moramo videti lepe trenutke, jih moramo ustvarjati sproti, da ustvarjamo tudi lepe spomine in se zavedati teh res dragocenih trenutkov, ki nam vedno polepšajo življenje. Zdaj so sploh taki časi, se mi zdi, ko imamo vsi veliko skrbi, velikokrat nas obkrožajo negativne informacije, srečujemo jih pravzaprav na vsakdanjem življenju, ne? In se mi zdijo take pozitivne skladbe prav potrebne, se mi zdi, da mene vsaj poboža kot sonce, kot tisti topli žarki sončni. Tudi video spotu je videti več generacij. Ja, to pa je prvič v moji skoraj 30 letih, kar nastopam po odrih po vsej Sloveniji, da sem vključila svojo družino tudi v video spot, oziroma 3 generacije smo, poleg mojega očeta nastopa še moj mlajši sin Oskar. Očitno si nas je pesem izbrala, jaz sem družino vedno nekako hotela zaščititi pa jo je ne preveč izpostavljati, seveda skrivati tudi ne. Ampak tak medijsko delo oziroma pojavljanje v medijih ima super stvari, so pa tudi kakšni pritiski, ne, ki jih pač človek, ki to dela non-stop ali pa 30 let, tako kot jaz, si jih navajen, člani družine pa ne in jih seveda lahko kar prizadanejo, ne. Ampak tu pa očitno je pesem si izbrala nas, nekako je tak prišel splet okoliščin. Moj oče je sicer glasbenik, igral je kar dolgo, 30-40 let pri ansamblu Dan in noč in vedno mu pošljem skladbo za poslušati in tudi tokrat sem ga vprašala, kako ti je všeč. Par dni pred tem pa mi je Rej rekel, da iščemo pravzaprav 2 para, enega starejšega in enega mlajšega para, kajti zgodba videospota bi bila, kako se starejši par, ki je že dolga leta skupaj, spominja svojih začetkov v otroštvu, ko sta se spoznala, ne. In kar naenkrat me je prišinilo, kaj pa če bi moj oče in njegova dolgoletna partnerka Zlatka, če bi zaigrala v mojem videospotu. In sem mu kar rekla, ko sem to začutila, pomenila sta se in sta mi čez 5 minut javila, da sta za. Potem smo vključili še mlajšega sina Oskarja, smo ga vprašali, če bi ob dediju zaigral, pa je tudi rekel ja. Najprej je bilo tako malo, ker je 6 let pa pol star, malo je okleval, ampak potem sta pa režiser pa asistent režije Jaka in Rok iz Neo Visuals z njimi zaigrala par partij namiznega tenisa in je bil tak navdušen, da je rekel ja, želim si, da bi bil zraven v ekipi. Kako vse skupaj izgleda, si lahko poslušalci ogledajo na YouTubeu. Natalija, kako boš glasbeno plula naprej? Z Rejem in Marjetko se dogovarjamo za naprej, pogovarjamo se o idejah in čakamo v bistvu na tiste prave. Tudi ta pesem je v bistvu kar en čas zorela. Ta videospot smo
smo posneli pravzaprav že maja, ne? Pa se mi zdi, da je prav tako, da v življenju določene stvari morajo dozoreti, tako da že razmišljamo v bistvu z njima za naprej, nekaj idej že imata in prav z veseljem pričakujem njune ideje za v prihodnje. Bova pa sedaj v eter spustila tvojo novo, zato bom sedaj zastavil nerodno vprašanje. Me še ljubiš? Seveda, in to vse poslušalke in poslušalce na Radiu Prlek po vseh teh letih, kar se skupaj družimo. Bo to ok odgovor? Diplomatsko. Diplomatsko. Natalija, hvala ter uspešno in delov naprej. Hvala lepa, srečno vsem. Leta so prinesla svoje, ogledalo pravi mi tako, a meni se ne zdi drugače. Meni je še kar lepo, me še ljubiš kot takrat, ko bila sva si na novo, me še vidiš kot takrat, lepo nežno samo tvojo, jaz v tebi vidim srečo, nekaj kar je kot zlato, jaz v tebi vidim sonce, tvoji žarki mene božajo. Rada bi ti rekla hvala, da ob meni si vsak dan, da sva plula skupaj srečno in zgradila sva si barko san. Me še ljubiš kot takrat, ko bila sva si na novo, me še vidiš kot takrat, lepo nežno samo tvojo, jaz v tebi vidim srečo, nekaj kar je kot zlato, jaz v tebi